Po lokalnih volitvah 2018 župan ostaja Nejc Smole. Županski obisk iz kraja v znamenju obletnic, Sneguljčica v Aljaževi rojstni hiši, glasba za Pokušino, 60 vzponov na Katarino, Stevens ni za uspehe. Dober večer in lepo pozdravljeni. V nedeljo smo odšli na lokalne volitve, 7. v samostojni Sloveniji. To pravico je udejanilo skoraj 53% volilnih upravičencev, kar je več kot na prejšnjih dveh volitvah. Leta 2010 je bila namreč volilna udeležba le 47% in leta 2014 49%. Lepa večina volivcev je odločila, da se mandat župana za naslednje 4-letno obdobje podeli dosedanjemu županu Nejcu Smoletu. In malenkost manj kot polovica jih je menila, da bodo kandidati liste Nejca Smoleta tisti, ki jih bodo najbolje zastopali v občinskem svetu. Najprej pa nekaj utrinkov z volišč, ko s prej omenjenimi podatki še nismo razpolagali. Na volišče smo nameravali pospremiti vse 4 županske kandidate, vendar nas je nestrankarski neodvisni kandidat Tomaž Kuralt, ki ga je uradno podpirala nestrankarska lista za napredek krajev občine Medvode ter 3 politične stranke, Slovenska ljudska stranka, Socialni demokrati in Zeleni Slovenije, obvestil, da je volil predčasno. Na volilni dan smo že ob 8. uri na volišče v gasilnem domu v Zbiljah pospremili župansko kandidatko Alenko Žavbi-Kunavar, kandidatko stranke Modernega centra. To je bila že njena 3. kandidatura. Saj je takrat še kot kandidatka LDS za županjo kandidirala že leta 2006 in 2010. Na volišče je prišla v spremstvu samih športnikov, moža Andreja in 3 hčera, Saše, Anje in Nine. Ja, sem se marsičesa naučila v tej kampanji. Bila je zelo intenzivna in hkrati zelo simpatična. Moram reči, ravno včeraj sem razmišljala, ni mi žal niti za en trenutek, zato ker je bilo toliko enih pozitivnih misli, izognila sem se vsem negativnim komentarjem in tako. Res, bile so samo pozitivne misli, spodbude, želje, dobro, tudi kakšna kritika na račun občine, ampak kar se mene tiče, je bilo res zelo lepo in simpatično, zelo veliko smo bili v kontaktu z ljudmi, zelo veliko smo naredili to kampanjo, mislim, da je bila najbolj intenzivna in res mi ni žal. Ob 9. uri smo na volišče v gasilnem domu v Spodnjih Pirničah pospremili županskega kandidata Leona Marjasca, že drugič zapored kandidata Slovenske demokratske stranke. Na volišče je prišel v spremstvu žene Aleksandre, ki je bila v prejšnjem mandatu članica nadzornega odbora občine Medvode. Predvolilna kampanja je bila, da lahko rečem, lepa, korektna. Ob tem bi se tudi zahvalil vsem svojim sodelavcem, ki so mi pomagali to kampanjo peljati, tako da najlepša hvala vsem, ki ste mi pomagali. In korektno, moram poudariti, korektno odpeljali to volilno kampanjo. Kako pa bi mogoče komentirali vendarle tisto, kar se je v teh dneh dogajalo, vendarle letaki, čudne obtožbe? Te letaki, ja. Z tega mesta se jaz distanciram kot predsednik SDS občinskega odbora Medvode. Mi nismo imeli pri tem nič in za temu tudi stojimo in to je nekorektno do kogarkoli izmed kandidatov, tako da. Malo po 10. uri pa smo na volišče pospremili tudi nestrankarskega kandidata za župana Nejca Smoleta, ki je torej ponovil svojo kandidaturo izpred 4 let. Podporo mu je poleg liste Nejca Smoleta javno dala tudi nestrankarska lista Sotočje in stranka Desus. Kako bi ocenili letošnjo predvolilno kampanjo? Se pravi, prvih 14 dni zelo korektna, tudi konkretna okrog programov in tega. Zadnjih 10 dni pa je krivulja kulture strmo padala, tako da najnižjo točko je dosegla pravzaprav na zadnji dan oziroma že na dan volilnega molka, ampak kot rečeno, jaz verjamem, da je to bumerang efekt in da se slabe misli vrnejo k tistemu, ki jih pošilja. Vendarle bi kakšna kazenska ovadba v tem primeru bila na mestu? Najbrž ja, ampak jaz še zmerom pravim, da s tem tisti, ki to pošilja, več pokaže, kot tisti, kjer ga leti. Dan predtem so namreč Medvode preplavili letaki, ki so županskega kandidata in hkrati še aktualnega župana Nejca Smoleta obtoževali korupcije v primeru podeljevanja koncesij.
Malo pred 19. uro, ko so se zaprla volišča, smo se s kamero preselili v štab dveh županskih kandidatov. Po naključju je bil štab obeh v gostilni Bencak. Kandidatom za občinski svet iz vrst Liste Nejca Smoleta in Slovenske demokratske stranke pa so se pridružili še kandidati iz vrst Desusa. Izjave so bile posnete, še preden so bili znani neuradni rezultati o tem, kateremu županskemu kandidatu so volivci namenili največ glasov. Jaz mislim, da že samo to, da sem predlagal Nejca Smoleta za župana, pove vse. Zaupam v 100%, vemo, da je priden, vem, da dela 200% in vem, da se bo težko kdo kdaj v Medvodah najdu, ki bo pripravljen toliko svojega časa, svoje energije žrtvovati za kompletno občino, ne samo za Medvode, za občino Medvode, za vse vasi, kar jih je, in mislim, da rezultati tudi v tem mandatu ne bodo izostali, glede na vse projekte, ki so pripravljeni in ki se še pripravljajo. V naši stranki, Slovenski demokratski stranki, smo kampanjo načrtovali že pretekla 4 leta. Seveda se zadeve so žive in se dogajajo cel mandat. Potem je treba pač zadeve izboljšati, popraviti, se povezati in na nek način iz teh izhodišč potem zastaviti kampanjo, ki je po moji oceni potekala zelo korektno in mi smo izpolnili pač svoje cilje, zdaj pa čakamo na rezultat. Po moji oceni je Leon odigral pač to svojo vlogo, povezovalno, izpostavil je določene težave, ki se morajo urediti v naslednjem mandatu. Sicer pa nasplošno bi rekel, da smo bili korektno predstavljeni, prostora je bilo dovolj, lahko smo predstavljali svoja stališča in pa želje za naprej. Kampanja mora biti pozitivno naravnana, kampanja mora biti tista, kdo je boljši, kdo lahko več pokaže, kdo lahko več da, nikakor pa ne to, ko so se trosili razni letaki, ko se je pisalo po raznih plakatih, ko so se trgali plakati, to se mi ne zdi korektno in mislim, da tudi ljudje so razumeli to in prav iz tega naslova verjamem, da bo bivši, tudi bodoči župan gospod Nejc Smole resnično prepoznan kot odličen kandidat za župana, kot nekdo, ki je veliko naredil. Mislim, da ljudje prepoznajo dobro. Kmalu po 20. uri pa je bilo že jasno, kdo so zmagovalci letošnjih lokalnih volitev. Zabeležili smo vsaj 2 rekorda. Rekordna je namreč podpora dosedanjemu županu Nejcu Smoletu pri njegovi ponovni kandidaturi, več kot 76% glasov, in rekorden je uspeh njegove liste kandidatov za občinski svet Liste Nejca Smoleta. Pridobila je namreč kar 13 mest v občinskem svetu od skupaj 23, kar se v zgodovini občine Medvode še ni zgodilo. Nestrankarskemu kandidatu Nejcu Smoletu je uspelo pridobiti več kot 76% glasov vseh, ki so prišli na volitve, kar je več kot 10 odstotnih točk več glasov, kot jih je kadarkoli uspelo pridobiti njegovemu predhodniku Stanislavu Žagarju. Slednji je največji uspeh dosegel na lokalnih volitvah leta 1998, ko je uspel prepričati 65% udeležencev volitev. Največjo podporo so Nejcu Smoletu namenili na volišču v Hrašah, kjer mu je več kot 94% volivcev dalo svoj glas. Na več kot polovici volišč je bila ta podpora 80 in več odstotna, najmanjšo podporo pa vendarle več kot 62% pa je dosegel na enem izmed 2 volišč v občinski stavbi. Najprej mi dovolite iskren in globok hvala za ta rezultat, ki se trenutno izkazuje, torej za teh 76% volilne podpore, kar je gotovo nad vsemi pričakovanji, nad najbolj drznimi sanjami, ki sem si jih lahko sanjal o današnjih volitvah. Kot ste rekli, jaz to ocenjujem kot znak, da so naši občani prepoznali pot oziroma delo, ki smo ga opravljali 4 leta. Sem jim iskreno hvaležen, da je očitno njihova vizija in moja vizija oziroma vizija moje ekipe v precejšnji meri podobna. In verjamem, da bomo v naslednjih 4 letih lahko skupaj speljali kar marsikakšen dober projekt. Nestrankarski kandidat Tomaž Kuralt je svojim načinom predvolilne kampanje uspel prepričati dobrih 14% udeležencev nedeljskih volitev. Največ, kar 29,5% na domačem volišču v prostorih krajevne skupnosti Vaše Goričane. Več kot 20% mu je uspelo pridobiti še na 4 voliščih,
najmanj, manj kot 2% pa na volišču v Hrašah. Kandidatu Slovenske demokratske stranke Leonu Marjascu je uspelo prepričati skoraj 7% volilnih upravičencev, kar je sicer več kot na lokalnih volitvah pred 2 letoma, pa vendarle manj, kot bi morda pričakovali glede na rezultat ob njegovi poslanski kandidaturi. Največjo podporo, več kot 18% glasov, je pridobil na domačem volišču v Spodnjih Pirničah. Tudi županska kandidatka Alenka Žavbi-Kunaver je največjo podporo volivcev dobila na domačem volišču v Zbiljah, več kot 4%. Skupaj pa je prepričala le dobra 2,5% volivcev. Tudi slednja je po rezultatu na državnozborskih volitvah pričakovala bistveno boljši rezultat. Dejstvo je, da je prav stranka Modernega centra tista stranka, ki je na letošnjih lokalnih volitvah izgubila največ. V sedanjem mandatu je namreč imela kar 3 svoje predstavnike, po novem pa nobenega več. Podobna je usoda tudi Socialnih demokratov in Slovenske ljudske stranke, ki sta imeli po enega predstavnika. Tokrat pa sta ostali pred vrati občinskega parlamenta. Vanj pa ni uspelo vstopiti niti Slovenski nacionalni stranki in stranki Dobra država. Kar 209 kandidatov se je potegovalo za 23 mest v občinskem svetu občine Medvode na 13 listah, 9 strankarskih in kar 4 nestrankarskih. Kot rečeno pa je res neverjeten rezultat dosegla prav nestrankarska lista Nejca Smoleta, saj jo bo iz prve volilne enote zastopalo kar 5 kandidatov in po 4 iz druge in tretje volilne enote. 3 kandidati, Cvetka Židan-Valjavec, Ladislav Vidmar in Darinka Varovšek, bodo torej nadaljevali delo tega mandata. 3 kandidati, Alojzij Tršan, Nada Prešeren in Marjeta Jamnik, so bili člani občinskega sveta že v minulih mandatih, pridružujejo pa se jim novinci: Danica Tršan, Ivo Rep, Uroš Medar, Špela Kolarič, Rok Hogovšek, Dominik Bradeško in Ana Barle, ki bo tudi najmlajša članica novega občinskega sveta. Jaz mislim, da je lista Nejca Smoleta lista, ki je polna idej, in to se odraža tudi v minulem delu in mislim, da se bo tudi v bodočem. Ne samo v volilni kampanji, ampak da je to način dela mandata, način dela občinske uprave in župana in občinskega sveta. Treba je biti inovativen, treba je dobiti nove pristope, energijo, s katero se lahko ustvarja in naredi tisto, kar je dobro za vse naše kraje. In ni to samo neka floskula, ampak je dejstvo, ker dokazano je in pri 130 projektih mislim, da nihče ne more reči, da se v tej občini v minulem mandatu ni naredilo nič. Drugo mesto po prejetih glasovih pripada Slovenski demokratski stranki, pa vendarle je izgubila en mandat. V občinskem svetu bosta stranko zastopala, tako kot v prejšnjem mandatu, Leon Marjasec in novinec Stanislav Maran, ki pa bo najstarejši član novega občinskega sveta. Ljudje, mislim, da se premalo zavedamo ali pa zavedajo, tisti, ki ne pridejo na volitve, da je to edini način, da lahko v lokalnem okolju zamenjajo obraze, če jim niso všeč, in glasujejo tudi za projekte, ne samo za posameznike. Naš odnos do teh projektov naše stranke je projekten, kar pomeni, da smo konstruktivni tam, kjer so pozitivni projekti tako za okolje v tem prostoru kot za ljudi. Pač projekte, ki prinašajo nekaj novega, nekaj dobrega, nekaj pozitivnega, tam je naša stranka zraven. Je pa res, da teh projektov malo veliko in bi moralo mogoče iskati dodatne vire. Tukaj je treba, jaz vidim rezervo v zasebno javnem partnerstvu in pa tudi različna področja, kjer se da dobiti evropska sredstva. Čeprav na tretje mestu po prejetih glasovih pa je nestrankarska lista za napredek krajev občine Medvode izgubila kar 3 mandate in ohranila le 2. V občinskem svetu jo bosta zastopala novinca Mateja Kuhar-Bizjak in Tomaž Kuralt. 2 mandata je uspelo pridobiti tudi novi nestrankarski listi Sotočje. Zastopala pa jo bosta Stanislav Ulanec, ki bo torej nadaljeval delo, in novinka Ines Iskra, ki so ji preboj v občinski svet omogočili preferenčni glasovi. Po številu zbranih glasov ji sledi še ena nova nestrankarska lista, lista Špon, vendar jo bo v občinskem svetu zastopal le en član. S preferenčnimi glasovi je to Miran Šušteršič. Le enega predstavnika in ne 2 kot doslej bo v občinskem svetu imela Nova Slovenija in to bo ponovno Mirko Javoršek.
Zeleni Slovenije, ki so nasledniki zelene koalicije, so edini ohranili dosežek z prejšnjih volitev, 1 mesto v občinskem svetu in že 5. zapored ga bo zasedel Dragan Đukić. Le enega namesto 2 članov pa bo imela v občinskem svetu tudi stranka upokojencev s preferenčnimi glasovi, jo bo zastopal povratnik v svetniških vrstah Ivan Špenko. Poleg največje poraženke stranke Modernega centra, ki je ostala pred vrati občinske sejne sobe, so brez predstavnika ostali še 2 stranki, Slovenska ljudska stranka in Socialni demokrati. V občinski parlament pa ni uspelo niti Slovenski nacionalni stranki in Dobri državi. Torej v občinskem svetu bo sedelo 11 članov, ki že imajo svetniške izkušnje in 12 novincev v tej vlogi, kar 18 je nestrankarskih kandidatov in le 5 strankarsko opredeljenih. Za komentar volitev smo prosili tudi županskega kandidata in predstavnika nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode Tomaža Kuralta. Vendar nas je malo pred določenim terminom snemanja obvestil, da se snemanja ne bo udeležil. Že prej pa je po elektronski pošti zapisal sledeče, citiram: "Čestitam županu in njegovi listi za veliko zmago. Jaz sem številom prejetih glasov zadovoljen, z odstotkom pa manj. Jaz sem bil drugi, moja lista je bila tretja, kar si v danih okoliščinah štejem za uspeh." Konec citata. Že prej smo omenili negativno volilno kampanjo, ki se je razcvetela prav zadnji dan, tako rekoč na dan volilnega molka. Medvode so namreč preplavili letaki s fotografijo Nejca Smoleta in Mitje Klavore, ki naj bi bil njegov stric iz ozadja, in s povzetkom teksta, ki ga je v daljši obliki objavil prav tako v zadnjem tednu pred volitvami eden od medijev. Županskega kandidata so med drugim obtožili korupcije v primerih podeljevanja koncesij za redno vzdrževanje cest in zimsko službo. Mitja Klavora ne zanika poznanstva z vodstvom Gorenjske gradbene družbe, kategorično pa zanika vpletenost v kakršnokoli koruptivno dejanje. Hvala za možnost komentarja. Najprej bi čestital članom občinskega sveta in novoizvoljenemu županu in upam, da bojo delali vse v korist Medvoščanov in Medvod. Namreč to je zame zelo pomembno, večji del moje družine živi v Medvodah, še vedno, torej ta priimek je že v Medvodah 60 let, Klavora, in mislim, da je treba nekaj tudi o tem povedati. Sicer pa tisti, ki začenjajo s takimi načini, s tako kampanjo, dobijo običajno bumerang. Jaz sem celo obljubil temu glavnemu kreatorju, glavnemu avtorju te negativne kampanje zaušnico, vendar jo je dobil na volitvah, tako da ne bo potrebno nobene zaušnice, tako da Štecnar si rešen tega, da ne boš dobil nobene zaušnice. Drugače pa sam mislim, da je treba ostro reagirati na take pojave, ker so ti pojavi v Sloveniji preveč pogosti. Žal pa samo ena opcija praviloma, ko je nemočna, ko vidi, da se izgubljajo pozicije, uporablja take negativne udarce pod pasom v boksarskem jeziku. Spomnimo, na razpisu je bila za 2 leti za redno vzdrževanje cest in izvajalca zimske službe izbrana Gorenjska gradbena družba, čeprav je bila dražji ponudnik kot dotedanji koncesionar podjetje Gradkop, saj slednji ni izpolnjeval pogojev v razpisu oziroma ni priložil zahtevanih dokazil. Podpisana je bila 2-letna pogodba za 1 619 000 evrov. Razpis in izbor je pod drobnogled vzel tudi nadzorni odbor občine Medvode in ni problematiziral niti zakonitosti postopka, niti ni problematiziral dodatnih razpisnih pogojev. Zanj ni bila sporna niti odločitev, da je 8-članski komisiji pri izpeljavi postopka na pomoč priskočila tudi zunanja agencija. Kar pa se ocene smotrnosti in gospodarnosti tiče, dejstvo namreč je, da ni mogel biti izbrani najcenejši ponudnik, se je bil kot rečeno upravičeno izločen, pa so bili nadzorniki še zadržani, dokler ne bi pridobili možnosti primerjave. Glavni očitek nadzornega odbora je bil predvsem ta, da je bila pogodba oziroma koncesija podeljena zgolj za 2 leti. Saj je bilo to po njegovem mnenju tudi eden od razlogov, da je bilo prijav na razpis malo, torej le 2. O zimski službi kakšno besedo več v prihodnjih oddajah, kot tudi o volitvah v svete krajevnih in vaških skupnostih. Nadaljujemo pa s petkovim obiskom župana pobratenega mesta Kre v Medvodah. Pretekli petek je bil na krajšem obisku v naši občini župan pobratenega francoskega mesta Kre, Hervé Mariton. Obisk je bil del njegovega sodelovanja na letnem srečanju trilateralne komisije.
Člani te komisije so nekdanji politiki in javni funkcionarji, poslovneži, bogataši, pa tudi umetniki, intelektualci, akademiki, filantropi in perspektivni mladi posamezniki. V ljubljanskem Grand Hotelu Union so konec tedna govorili o ekonomski prihodnosti Evrope, migrantski krizi in čezmejnem sodelovanju, ki je zastalo zaradi strahu pred morebitnimi globalnimi trgovinskimi vojnami. Župan Hervé Mariton je eden od francoskih članov te komisije in sicer je v njej kot nekdanji član francoskega parlamenta in minister za francoska čezmorska ozemlja. V petek je tako najprej obiskal sedež občine Medvode in si ogledal tudi prostore naše televizije. Obisk pa je nadaljeval v osnovni šoli Preska. Tam mu je ravnatelj Primož Jurman predstavil slovenski šolski sistem, še posebej način financiranja osnovnega šolstva, tudi v luči problema, ki se tiče izgradnje nove šole v Preski. Župan Hervé Mariton je tudi na kratko opisal šolstvo v Franciji ter tudi stanje šolstva v njegovi občini. Po tem razgovoru je sledil še njegov obisk učencev osnovne šole Preska, ki se učijo francoski jezik. Učiteljica Mojca Urbas je skupaj z učenci predstavila del učnega programa, še posebej pa je bil gost navdušen nad pesmijo, ki so mu jo zapeli. Pred slabim mesecem so v krajevni skupnosti Smlednik z izdajo zbornika in slavnostno akademijo uradno zaključili niz dogodkov, s katerimi so obeležili 900-letnico prve pisne omembe Smlednika in Hraš. Eden izmed teh dogodkov je bil tudi pogovor na to temo. Poleg domačinov so ustvarjalcev zbornika, o katerem smo že poročali, sta bila gosta na pogovoru tudi zgodovinar dr. Jurij Šilc in etnolog dr. Bojan Knific. Dr. Jurij Šilc je avtor enega od dveh prispevkov v zborniku, ki se konkretno nanašata na listino, ki je bila podlaga za praznovanje 900-letnice prve pisne omembe Smlednika in Hraš ter okoliških krajev. Obletnica je namreč vezana na listino, ki pomeni pridobitev krstne in pogrebne pravice cerkve v Hrašah in v Smledniku, kar je bilo za takratne čase velika pridobitev in napredek. Šilc se je z njeno vsebino seznanil pred 30 leti, ko je pisal o župniji Šmartno pod Šmarno goro, ki je bila do konca 18. stoletja ena od podružnic Fare Smlednik. Te listine ni nikjer več. K sreči pa jo je v konec 18. stoletja uspelo duhovniku, italijanskemu duhovniku Biniju, ki se je tudi ukvarjal z zgodovino, prepisati in je ohranjena v Videmskem arhivu v dveh prepisih, ki sta skoraj identična. Značilnost teh prepisov je, da kar dobršen del listine, ki jo je očitno imel ta duhovnik takrat v rokah, ko jo je prepisoval, manjka. Njegovo sporočilo pa je, da je nemogoče natančno določiti datum, kdaj je ta listina dejansko nastala. Listina, torej govorimo o pergamentu papirja, oziroma pergamentu strojena koža, napisano s črnilom, z gosim peresom in tako naprej. Ta listina je imela napisano, kdo jo je ukazal izdati, kdo jo je napisal, žal pa na tej listini ne piše datuma, kdaj je bilo to zapisano. In da je oceno mogoče podati le na podlagi vedenja, kdaj je deloval tisti, ki je zaukazal listino zapisati in kdaj tisti, ki jo je napisal. Še dragocenejši pa mu je podatek o tem, kdo sta bila takrat lastnika omenjenih cerkvic, saj nakazujeta na prvo gospodo oziroma plemstvo na Starem gradu. Dr. Bojan Knific pa je, kot je dejal, sam nalil čistega vina in zavrnil misel, da so se krajani v Smledniku leta 1838, ko je bila upodobljena tako imenovana smledniška noša, oblačili kaj drugače kot drugod po okoliških krajih. Oblačila so se spreminjala zgolj skozi čas. A bi danes lahko rekli, da ste vi v čem posebno oblečeni? V primerjavi, ne vem, s Kranjčani? A ste? Ne. Jaz vam zagotavljam, da je tudi leta 1838, ko je ta upodobitev nastala, ni bilo zelo drugače.
Znotraj določenega kraja, znotraj določenega območja so se ljudje različno oblačili, seveda so bili to hlapci, dekle, gospodarji, večji kmetje, manjši kmetje, to plemiška rodbina. Znotraj tega je bilo veliko razlik. Razlik med kraji, med območji je bilo pa bistveno manj, tako da je to upodobitev na nek način tako tudi treba razumeti. In da imajo krajani Smlednika torej predvsem to srečo, da je ob Goldsteinovi upodobitvi jasno zapisano, da je nastala prav v Smledniku. Tako da na nek način imate eno veliko srečo, da je ta upodobitev nastala, ker jo zdaj povezujemo vsi, pravzaprav, ki jo poznamo s Smlednikom. Po drugi strani je pa treba tudi čist priznati, da bi lahko ta upodobitev predstavljala tudi Tržičana ali pa Bohinjca. Samo ga ne, zato ker je napisan zraven Smlednik. Ob tem pa seveda ne zanika pomena ohranjanja tega dela oblačilne kulturne dediščine za identiteto kraja. Krajevna skupnost Smlednik je namreč preko lokalne akcijske skupine za mesto in vas uspešno kandidirala s projektom nakupa 3 moških in 3 ženskih smledniških noš v vrednosti 19 tisočakov. Od tega je dobrih 14 tisoč evrov sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Pred dobrim mesecem dni se je odprla polemika o obnovi rojstne hiše Jakoba Aljaža. Naša novinarka Marjana Hanc je namreč poročala o seji Komisije za naravno in kulturno dediščino, ki jo je ta imela v prostorih rojstne hiše in kamor je na sestanek povabila tudi Aleša Kalana, direktorja javnega zavoda Sotočje, ki upravlja s hišo. Navedla je tudi, da je Kalan moral poslušati očitke predsednika komisije Stanka Okoliša, da si je najemnik društvo Jarem vzelo preveč pristojnosti in pravic, kot mu gre. Sledilo je repliciranje na repliciranje, ki ga tokrat zaključujemo. Predsednik društva Jarem Roman Veras, umetnostni zgodovinar in etnolog, je zato Stanka Okoliša v pismu, posredovanem tudi na naše uredništvo, spraševal, citiramo, kje in kdaj je Kudi Jarem prekoračil pooblastila, mi tega ne vemo. Verjetno pa vi ne, kaj vse se je v vseh teh letih dogajalo, odkar je naše društvo dobilo še od prejšnjega župana Stanislava Žagarja ključe Aljaževe domačije z besedami, da naj hiši vdahnemo življenje, pa smo ga. Konec citata. Hkrati je Okolišu očital, da so mu posredovali vabila na vse dogodke, udeležil pa, da se ni nobenega in da se je v času njegovega predsednikovanja komisiji, citiramo, naredilo bore malo ali nič. Podvomil pa je tudi v strokovnost opravljenega dela. Stanko Okoliš se je na to pisanje odzval z izjavo na naši televiziji, v kateri je pojasnil, da se vsebino prireditev, ki jih opravlja društvo Jarem v rojstni hiši Jakoba Aljaža, ne spušča in da se je njegova izjava nanašala le na to, da društvo Jarem presega svoje kompetence pri obnovi hiše. Tukaj gre predvsem za izbor del, ki jih opravlja arhitektka profesor dr. Živo Del in neizpodbitne informacije sem dobil, da pritiskajo na njo in tudi na izvajalca in pa tudi na financerja, da bi stvari delali pač nekako v skladu z njihovimi pogledi na obnovo. Torej jaz takšnih pristopov ne podpiram, in sem še vse skozi zagovarjal, da se rojstna hiša Jakoba Aljaža uredi po načelih in v skladu z konzervatorsko-restauratorsko stroko. Na to izjavo pa se je še enkrat odzval predsednik društva Jarem Roman Veras. Zakaj gospod Okoliš ne navede, od koga je dobil te neizpodbitne dokaze? Zakaj gospod Okoliš ne imenuje osebe, ki pritiskajo na gospod profesor dr. Živo Del? Vsi ti, katere pravi, da pritiskajo tudi na izvajalce in financerja del, vsi ti imajo imena in priimke. Okrog navedbe Stanka Okoliša, da zagovarja ureditev rojstne hiše Jakoba Aljaža po načelih in v skladu s konzervatorsko-restauratorsko stroko, pa Veras pravi sledeče. No, to ga je pa treba kar pohvaliti. Obenem pa se tega more tudi držati. Jaz bi mu svetoval, naj gre v Hraše,
naj si pogleda tam cerkev svetega Jakoba, ki je tudi grajena s kamni, pa ima gladke zidove, ne pa hribe, tako kot jih ima rojstna hiša Jakoba Aljaža. Dodaja pa še željo, da bi se pri obnovi in opremi rojstne hiše Jakoba Aljaža ohranil duh, ki ga je vpeljalo društvo Jarem. Mi smo uredili spominsko sobo Jakoba Aljaža, mi smo uredili kaščo, mi smo uredili hišo, vse je izražalo duh Jakoba Aljaža, njegove dobe, njegovih narodnih noš in tudi veliko njegovih originalnih predmetov. Upam, da bo lastnik vztrajal tudi pri teh nadaljnih poteh oziroma svojih ukrepih. Lutkovna sekcija društva Jarem, gledališče Aljažek, je sredi novembra na mali oder rojstne hiše Jakoba Aljaža postavil lutkovno igrico Sneguljčica in 7 palčkov po pravljici bratov Grimm v priredbi Romana Verasa. Znana pravljica bratov Grimm se tokrat pojavi v stari obleki oziroma znani vsebini, vendar z mnogimi novimi vsebinskimi, dramaturškimi, glasbenimi in drugimi dodatki, ki nudijo gledalcu dokaj zanimivega in napetega doživetja. Prikazuje nasprotja med dobrim in zlim in je ljudem poznana v mnogih različicah. Skratka, mi želimo otrokom povedati, da zlo več ali manj zmeraj izgubi, dobrota zmaga. To je pa v bistvu tudi eno izmed načel, ki jih je zagovarjal Jakob Aljaž, se pravi, da kar sodi ta igra Sneguljčica tudi v to njegovo okolje, v to njegovo rojstno hišo. Lutkam so glas in gibanje dali Tija Trzek-Nific, Tatjana Brezak, Marjeta Belaj, Sara Bukovšak, Marko Porenta in Roman Veras, ki je tudi avtor priredbe, režiser in oblikovalec ter ustvarjalec scene, medtem ko je kostume oblikovala in zašila Sonja Porenta. Torej, videli ste, da je scena, mislim, da je kar famozna, seveda pa taka scena pride v poštev samo v takem gledališču, kot je ta, zaprt, ne paravan, tam otroci ne morejo doživeti tisto, kar jim pravljica nudi. In zato je prav to gledališče. Seveda, pogledajte, 6 oseb odraslih se nas je gnetlo tukaj noter, ne? Pa vendar organizacija je pač taka, da smo to speljali. Seveda je treba veliko trenirati, tako delo z lutkami, kot gibanje samo in skratka, še pa še dela. Od poletja smo vadili. Če ste tokrat zamudili to zgodbo o dobrem, ki vedno premaga zlo, bo še januarja in februarja veliko priložnosti. Takrat morda že v dokončno obnovljeni rojstni hiši Jakoba Aljaža. Afriška jesen je naslov koncerta, s katerim se je v zadnjem mesecu 2-krat predstavil mešani pevski zbor Svetega Urha Smlednik, najprej v cerkvi svetega Janeza Krstnika v Zbiljah in prejšnjo soboto v cerkvi svetega Štefana v Sori. Predstavil se je s pestrim in raznolikim programom od sakralnih do posvetnih pesmi, avtorskih, slovenskih in tujih avtorjev ter ljudskih pesmi z različnih koncev sveta. Pevci so zapeli v kar 4 jezikih. Mešani pevski zbor Sveti Urh deluje že neprekinjeno od leta 1990. Do leta 2016 jih je vodil organist in zborovodja Andrej Žagar, pred 2 letoma pa je umetniška vodja zbora postala Agata Vovk. Pod njenim vodstvom je imel zbor svoj prvi samostojni koncert pred dobrim letom dni v cerkvi svetega Jakoba v Hrašah in še božični koncert v cerkvi svetega Urha v Smledniku. Letošnji samostojni koncert z naslovom Afriška jesen pa so premierno predstavili pred mesecem dni v cerkvi svetega Janeza Krstnika v Zbiljah. V začetku novembra pa so ga ponovili še v cerkvi svetega Štefana v Sori. Cerkve izbiramo zaradi ambienta in zaradi akustike. Tudi nam osebno in verjetno tudi poslušalcem je najlepše poslušati in peti v akustičnih prostorih. Zato izbiramo cerkve in tudi tukaj nekje v bližini, kjer nas poznajo. Naš cilj je predvsem predstaviti zborovsko petje čim širši publiki. Upamo, da tudi mlajši publiki.
drugače pa, da pridemo dol iz kora in se tudi predstavimo pred publiko, da nas vidijo, kako pojemo in da z veseljem pojemo in da z veseljem gremo tudi nastopati tudi v druge kraje, druge občine. Program tokratnega koncerta sestavljajo poleg sakralnih pesmi tudi avtorske, slovenskih in tujih avtorjev, ter ljudske pesmi, tokrat tudi kenijska in slovaška, priredbe pesmi iz filmskih uspešnic, med drugim tudi iz filma Levji kralj, pesem The Lion Sleep Tonight, ki ima svoje južnoafriške korenine, pa tudi arijo zbor sužnjev iz opere Nabucco. Pevci so zapeli v kar 4 jezikih. Več ali manj izbira pesmi Agata, zborovodkinja, tako da kaj dosti pri tem nimamo besede in tudi prepustimo njej, ker je pač strokovnjak glede tega. Kar se pa tiče večjih jezikov, je pa pač samo stvar vaje, tako da slej ko prej se vsak nauči. Te pesmi so nam bile všeč in smo zagrizali v drugačen jezik. To nam daje tudi malo drugačen pogled na stvari. Več skladb lahko potem izvajamo, če smo bolj odprti za stvari, tako da to je to. Ko izbirate program, čemu sledite? Svojem srcu, kako bi rekla. Želim, da je meni glasba všeč in tudi ostalim pevcem. Tako da zmer, ko se vaja začne, predstavim pesem, skladbo in če vsem nam všeč, nadaljujemo, ker potem tudi vsak z veseljem to poje. Tokratni koncert je nosil zanimiv naslov Afriška jesen. Po resnici smo upali, da nam bo uspela ena skladba Afrika in pol smo videli, da nažalost ne bo šlo in smo obdržali naslov, ker so bile še vsem 2 tematsko afriško povezani pesmi, ampak upamo, da bo v marcu, aprilu pa nam uspela dejansko Afrika. Za tokratno priložnost je pevski zbor štel 13 pevk in pevcev oziroma 14, ko je v njihove vrste stopila tudi umetniška vodja sama. Zato se je slišal tudi apel, naj se jim še kdo pridruži. Manko bi rekel, da ni tako zelo velik, ampak lahko bi nas bilo pa več, da bi bilo petje malo bolj mogočno slišati, pa da bi se lažje in hitreje tudi kakšne težje pesmi naučili. Kar bom rekla na vaji je, da smo se tokrat, verjetno je bila manjša živčnost in smo se res dobro odrezali. Tudi cerkev naredi zvok lepši v krogu. Za naprej pa upam, da nam gre še tako dobro, ne? Še ostajamo pri glasbi. Glasba za pokušino je nov projekt javnega zavoda Sotočje Medvode, pod okriljem katerega sta se doslej odvila že 2 glasbena večera. Rdeča nit, perspektivni medvoški glasbeniki se postavijo ob bok že priznanim. Novi projekt glasbenih večerov Glasba za pokušino je projekt javnega zavoda Sotočje Medvode, ki je nastal v sodelovanju z umetniškim vodjem programa Markom Mozetičem, ki skrbi za izbor glasbe. Gre za glasbeni abonma, ki poteka enkrat na mesec v obliki petkovih glasbenih večerov, ki bodo ponujali klasiko, etno, zimzelene melodije, jazz, rock. Glavna ideja abonmaja je, da povabimo glasbenike, ki so iz Medvod oziroma ki sedaj ali pa so nekoč živeli v Medvodah. Lahko so to študentje, ki zdaj študirajo, lahko so to že uveljavljeni glasbeniki, lahko so pa to bodoči uveljavljeni glasbeniki. Na prvem večeru pred dobrim mesecem dni sta se predstavila mlada perspektivna glasbena talenta Blaž Avsenik iz Medvod in njegova sestrična Monika Avsenik iz Begunj. Postavila sta se ob bok uveljavljenim slovenskim glasbenikom in v kratkem koncertu pokazala svoje izjemne talente, ki žanjejo uspeh in pozitivne kritike tako po Sloveniji kot v tujini. Oba sta vedela, da naj glasba veseli. Povezovala naj je tudi v bistvu naša domača muzika od najnega dedka, v bistvu Slavka Avsenika. Priložnost v bistvu prvič se začela skupaj sodelovati za otvoritev
prenovljenega muzeja pri nam v Begunjah in so v bistvu priredila dedkovo skladbo malo na najin način, na mečkan sodobnejši način. Ja, tako so v bistvu takrat se nam je pol začelo, da so začela sodelovati pa malo prirejati komade po najinem stilu. Malo še eksperimentirava. Danes je bil za naju prvič, bi rekel, nek komercialen nastop, kjer smo se šla izven prired narodno-zabavnih komadov. Tako da... Nasela otvoritev, pa da še kdaj lahko ponovijo. Ta petek pa se v avli kulturnega doma Medvode oziroma kavarni Sotočje odvil že drug tak večer, ko nas je v svet glasbe popeljal Tuba Evfonik kvartet. Ja, mislim, da ja, zato ker danes je to drugi večer in prvi je bil zelo dobro obiskan, današnji je še malenkostno boljši. Mene v bistvu skrbi, da je ta prostor, da bo premajhan, sploh če bomo povabili, ker namen je tudi, da v novem letu povabimo kakšno zveneče ime, recimo, ne bom zdaj omenih, ampak zveneče imena, ki pa pač zahteva večji prostor. Medvoščanu Gašparju Gortnarju so se pridružili Nina Tajč, Matija Mervič in tubist Uroš Košir, ki je v svoji karieri večkrat sodeloval kot solo tubist orkestra Slovenske vojske in kot občasni sodelavec Beograjske filharmonije, Simfoničnega orkestra RTV in Ljubljanske opere. Trenutno večeri potekajo v kavarni Medvode, ki pa ni ravno najboljši prostor za take večere. Za glasbo je problem pač, da glasba potrebuje kvalitetno akustiko. Zdaj, v drugih občinah, ki imajo dvorce pa gradove, to tako verjetno to tako rešujejo. Bi bila fajn ena dobra dvorana, seveda, ki bi z akustiko pomagala in s tem tudi cel ambient pripomore k temu, da je glasba še bolj žametna. 60 vzponov na Katarino je kolesarska akcija Kolesarskega kluba Medvode, ki je v letu 2018 doživela že svojo 19. izvedbo. Nagrade udeležencem so preteklo soboto podelili na standardni lokaciji, cilju vzpona na Katarino v gostišču na Vihri. Udeleženci akcije so v letošnjem letu opravili skupno skoraj 4000 kolesarskih kilometrov na cesti na Katarino. Dolgoletna akcija, ki jo izvaja Kolesarski klub Medvode, se pričenja vsako leto 1. marca in traja vse do konca meseca oktobra. V zadnjih letih so organizatorji sicer zmanjšali število potrebnih vzponov na 50, a ime se ohranja kot tudi udeleženci, ki se vsako leto znova vračajo na Katarino. Letos sta v akciji sodelovala 102 kolesarja. Malo dolgo že traja, vsi skupaj smo se s to akcijo tudi malo postarali, tako da moram reči, da nekaj je takih, ki praktično skoraj skozi vsa leta sodelujejo. Nekaj malo ga je pristopnih, pravzaprav pa tako, ker povsod pri takih rekreacijah pogrešamo mlajše. Na zaključnem večeru v gostišču na Vihri so najbolj vztrajne čakale nagrade. Skupno pa so udeleženci akcije letos na Katarini odpeljali 3817 kilometrov. To je pa s temlem druženjem je pa res lepo. Teli ljudje, teli kolesarji, ki sodelujejo, ne samo v naši akciji, še marsikje drugje, naredijo letno izredno veliko kilometrov. Sam tok bom z primerjavom dal ene naše članice, ki je letos naredila največje število vzponov na Katarino. Pa je šla na Čikar maraton, to je nekje v Srbiji, pa do Črne gore, ki traje 9 dni in naredijo cirka 14-15 metrov višinskih. 1000, da ne bom pozabil, pa 1000. Potem so šli z Medvod do Rima, tako da moram reči, da so naredili izredno veliko kilometrov. Vsi teli, ki so tukaj danes prisotni, so naredili v letošnjem letu veliko kilometrov. Tale vzpon na Vihro je v bistvu za njih lahek trening. Udeleženci prejmejo tudi priznanja za svoje osvojene dosežke. Za udeležbo in spodbudo za naprej je to Katarinko. Tega je letos prejelo 41 udeležencev. Mali pokal za več kot 25 osvojenih vzponov je prejelo 20 udeležencev. Veliki pokal za 50 vzponov in več pa 41. Poleg te akcije imamo še ta vzpon na Katarino. Smo tudi imeli letos 20. Letos je bilo malo drugače, ni bilo tekmovalno, pa je bilo tudi fajno vzdušje. Tako da to mislimo drugo leto ponoviti. Drugače imamo pa spomladanski jesenske izlete,
umestne izlete, druženja, seveda na kolesu, a ne. In praktično imamo vsake 14 dni skupno akcijo. Med moškimi je največ vzponov v letu 2018 opravil Bruno Golja, ki jih je zbral kar 181, med ženskami jih je Ana Arčon opravila 140. To ni bilo glih v načrtu, a ne. Pač povezano z enimi stvarmi, kamor biti glih niso za na televizijo, a ne. Da sem jaz vsak dan gor vozila oziroma saj tokrat na dan, da se je pač tako išlo, da jih imam največ. Čeprav sem eno kolegico lih za en vzpon prehitela. Sicer vsakoletna udeleženka te akcije, verjamem. Ja, to sem pa res vsakoletna in mislim, da jih vsak let, da sem jih dosegla to, ki jih je treba v 60 oziroma zdaj 50, a ne. To je pa zdaj že kar, po moje že kar 20 let ali kako, a ne. In je ta trasa, kakšna bi dejali za rekreativnega kolesarja, kako zelo primerna in bi jo komu priporočili, da se morda prihodnje leto udeleži in vam dela družbo, recimo pri iskanju največjega števila vzponov? Primerna, predvsem pa taka vzpodbudna, ne? Ker če ne greš oziroma če rečeš, saj nimam neki, tlele imaš pa le eno točko, kar rečeš, da se pač upišeš in to te pač pritegne, a ne, da greš. Vsakoletni zaključni obračun v gostišču na Vihri, ki je prav tako že 2 desetletji stalnica te športne prireditve, je minil v dobrem vzdušju. Le-to kolesarje združuje, med osvajanjem vrha Katarine pa se pletejo vezi in poznanstva in nastajajo nove ideje. Ali pa pesmi, kakršno je letos sestavila prav zmagovalka med ženskami. Ko novo leto se prične in sneg odleze že, ko zima, pusta preživimo, pomlad približa se. Takrat vsi znorimo, na Katarino vsi drvimo, da nove pike pridobimo, saj vzponov 50 si vsi želimo. Pa tudi kilce se stopijo, čeprav včasih nam življenje zagrenijo. A ko približa se Martin, vse je fit in. Na Vihri se dobimo, nagrade podelimo in sreče v novem letu si zaželimo. Kolesarski klub Medvode že sedaj vse medvoške kolesarje vabi na 20. jubilejno akcijo, ki se bo ponovno pričela prihodnjo spomlad. Peter John Stevens v tem mesecu nadaljuje z nastopi v svetovnem pokalu. 10. novembra je prišel do zmage na 50 metrov prsno v Tokiu s časom 26:03. Stevens je s tem potrdil tudi normo za decembrsko svetovno prvenstvo na Kitajskem. Čas 26,03 sekunde je njegov tretji najhitrejši vseh časov v 25-metrskih bazenih. 23-letni Stevens je sicer del programa pokala v Tokiju izpustil zaradi poškodbe. Prejšnji teden je nato na tekmi svetovnega pokala v Singapurju 57:96 dosegel nov osebni rekord na 100-metrski razdalji in osvojil 7. mesto. Obenem je po Damirju Dugoniču postal šele drugi Slovenec, ki je to razdaljo preplaval v manj kot 58 sekundah. V petek je nato v svoji paradni 50-metrski razdalji osvojil še bron s časom 26:09. Stevensa v decembru čaka svetovno prvenstvo v Hangzhuju na Kitajskem. Na 27-letnem zboru Združenja za gorske teke v Železnikih je bil Timotej Bečan proglašen za najboljšega gorskega tekača leta 2018. Bečan je sloves upravičeval skozi vso sezono. Na mednarodni sceni je osvojil 13. mesto na Evropskem prvenstvu v Skopju in 24. na svetovnem prvenstvu v Andori. Ob tem pa je tekač iz Medvod sezono končal med najboljšo deseterico v svetovnem pokalu gorskih tekov s finalom na Šmarni gori. Posebnost te sezone je bila tudi uvedba Superpokala Slovenije. Poleg zmage v skupnem seštevku Pokala Slovenije v svoji kategoriji sta bila v super različici na najbolj pomembnih domačih tekmah, prav tako najuspešnejša Timotej Bečan in Tina Kozjak. V drugi slovenski košarkarski ligi je bil odigran 7. krog. Košarkarji Brinoksa Medvode pa so v domači dvorani proti EC Triglav slavili drugič letos s 85:66. V 8. krogu se bodo v gosteh pomerili zadnjo uvrščeno ekipo lestvice, košarkarskim klubom Grosuplje.
V slovenskih kegljaških ligah so bile odigrane tekme 8. kroga. Hidro je v prvi B ligi doma premagal ekipo iz Kočevja 7-1. V ljubljanski ligi je bil odigran 6. krog. Hidro 2 je premagal ekipo Gobar 6-2, Medvode pa so izgubile z ekipo RTV s 3-5. Medvoški policisti tokrat poročajo, da so obravnavali 2 prometni nesreči v občine Medvode. Ena se je zgodila v Zbiljah in druga na Seničici. V prvi je trpela samo pločevina, v drugi pa je voznik trčil v divjad. Tatovi so tokrat s hiše v Zgornjih Pirničah ukradli bakrene žlebove, v Medvodah pa je nekdo vlomil v skladišče. Posredovati so morali tudi pri družinskem sporu, ki se je zgodil zaradi pijanega kršitelja. Kot običajno pozivamo na previdnost pred vlomilci. Vse, kar bi lahko pomagalo pri odkrivanju storilcev, nemudoma sporočite policiji. Na spletni strani policije pa do 15. decembra poteka javnomnenjska raziskava o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije. Zato vabljeni, da jo izpolnite. Smo že pri koncu, ne pozabite, parkeljni k nam pridajo že v soboto, tik zatem pa je ponovno Karitasov dobrodelni koncert v Preski. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo, prijeten večer vam želim še naprej in seveda nasvidenje do prihodnjič. Lep pozdrav!